Washington povečuje pritisk v Bagdadu in tokrat bo morda pritisk vodila nova oseba. Tako je. Imenovanje Toma Baraka za posebnega odposlanca predsednika ZDA za Irak uradniki v regiji razumejo kot znak, da se Washington pripravlja na veliko bolj agresiven pristop do enega najbolj občutljivih vprašanj v Iraku, in sicer oboroženih frakcij, ki delujejo zunaj državnega nadzora. Premier Ali Al-Zaidi je že odprl vprašanje razorožitve. Pravi, da je odločen, da bo vsa orožja spravil pod državni nadzor, vendar je resničnost na terenu zapletena. Ena frakcija, povezana z Muqtado al-Sadrom, se je strinjala, da se vključi v državne sile, medtem ko močne skupine, povezane z Iranom, ostajajo bodisi nejasne ali pa odkrito odporne. Tako je, zdaj je vprašanje, ali bo ameriški pritisk, podprt z novo odposlanko, Irak potisnil proti preboju ali le v še globlje notranje spopade. In z nami je, da vse to razčlenimo. In z nami je tudi Intifat Kanbar, predsednik Sveta za zaščito Kurdov iz Washingtona, D.C. Prav, Intifat, ali po tvojem mnenju imenovanje Baraka dejansko spremeni ameriški vpliv v Iraku ali gre bolj za signal kot za dejansko spremembo politike? No, Nataša, ZDA imajo velik vpliv na Irak. Iraški dolar gre v ameriško centralno banko. To pomeni, da veliko prihaja iz prodaje nafte. In tudi Združene države imajo velik vpliv na Irak na področju vojaške obveščevalne službe. In tudi Kurdi, ki so zavezniki Združenih držav, so velika prednost za Združene države v Iraku. Vendar mislim, da so nameni Toma Baraka, ambasadorja Toma Baraka, dobri, da razpusti milico. Toda, kar tukaj manjka, Nataša, ni jasne strategije, ameriške strategije za to. Ljudje morajo razumeti, da je iraška država propadla država. Iraška država že več kot 20 let ni mogla zagotoviti niti elektrike, niti osnovnih storitev ljudem, ker gre za neuspešno vodenje države, če temu tako rečete. Torej, če se Združene države zanašajo na iraško vlado glede načrta za razpustitev milic, to ne bo delovalo. Poleg tega, včasih slišiš od skupin povezanih z Iranom, kaj Iran misli. Torej, jaz slišim od skupin povezanih z Iranom v Iraku. Njihova strategija, Nataša, je kupiti si čas 2 leti do Trumpovega odhoda. Tako bodo pogajali, dajali obljube, naredili nekaj manjših potez tu in tam, vendar pa ne bo nobene temeljite resnične spremembe pri teh milicah. Združene države morajo oblikovati jasno strategijo po korakih in jo vsiliti Iraku. In to lahko storijo, če imajo strategijo, kaj narediti z milicami. Ker če te milice samo preimenujejo in jih vključijo v Ministrstvo za notranje zadeve ali v iraško vojsko, mislim, da nismo veliko spremenili. Še naprej bodo napadali Izrael, Kurdistan, zalivske države. Ampak moramo imeti zelo jasen načrt, kako bodo te milice razpuščene in kako ne dovoliti Iranu, da igra svojo igro. S časom do izteka, veste, do odhoda predsednika Trumpa čez 2 leti. Pred tem intervjujem z vami sem poslušal podcast enega od pravnikov, mulahov, ki je izvolil Mušabaha Hameneja. Rekel je nekaj zelo zanimivega, zelo pomembnega. Rekel je, da sta nas naša 2 velika imama, Hamenej in Homeini, naučila doktrine. Včasih, če ne vemo, kaj je prav storiti, moramo pogledati, kaj si želi sovražnik in naredimo ravno nasprotno. Če si sovražnik želi, recimo, da je določena oseba dobra v Iranu, to osebo zapustimo. Če sovražnik reče, da je določena oseba slaba, potem to osebo izberemo. Torej, to, kar predsednik Trump počne, ko razglaša svoje zahteve Irancem, oni vsakič delujejo proti temu in to postaja premikajoča se tarča. Združene države bi morale delovati diskretno in prehiteti Irance v tej igri, ker bodo Iranci svojo politiko oblikovali glede na zahteve, tako da jim bodo nasprotovali znotraj Irana. Očitno ste omenili, da mora imeti Združene države zelo jasen načrt, ki ga morajo uresničiti,
da bi Bagdad dejansko prisilili k razorožitvi teh frakcij, ki so povezane z Iranom. Po vašem mnenju, kaj bi to moralo vključevati? Najprej moramo izolirati voditelje milic. Nekateri izmed njih so v vladi, nekateri zdaj sedijo in sprejemajo odločitve ter imajo svoje politične bloke. Tega ne bi smeli tolerirati. Izolirati jih je treba, odstraniti in razglasiti za sovražnike sveta in Združenih držav Amerike. Drugi korak je pripraviti načrt za razorožitev milic, pri čemer je treba to orožje evidentirati. Mora biti evidentirano. Tretjič, iraška vlada plačuje milice iz prihodkov od iraške nafte, ki gredo v New York. 3 milijarde dolarjev za plače plus stroški znašajo na mesec do 10 milijard dolarjev. To se mora ustaliti. Iraški vladi je treba zagroziti. Če boste še naprej plačevali tem milicam, vas bomo sankcionirali. Ustavili bomo dotok dolarjev k vam. Druga stvar je, da opolnomočite ameriške zaveznike, opolnomočite pešmerdže, kurdske pešmerdže. Dajte jim več orožja. Dajte jim zračno obrambo proti milicam, dronom in raketam. Oni so največje bogastvo v Iraku. Tako se mora vse to združiti v velik načrt za razgradnjo milic. In ta načrt je treba postaviti na določene točke izvedbe, iraška vlada pa mora biti pravočasno obveščena in ukrepati. V nasprotnem primeru se bodo soočili z odstranitvijo, soočeni bodo z sankcijami, soočeni bodo z bojkotom dolarja in drugimi ukrepi. Prav, rada bi se vam kot vedno zelo zahvalila, da ste se nam pridružili in navdušujoče mi je slišati, kaj imate povedati o tem.